Gospod Flis, kaj reči ob zaključku, o takšnem dramatičnem zaključku tekme? Razočaranje gotovo veliko. Ja, v bistvu smo hoteli, da bi ostali neporaženi, morda smo si pred tekmo želeli kaj več. Začetek je bil dober, tudi lahko bi povedali na 2-0, imeli smo lepo priložnost, to se ni zgodilo, potem je začel nasprotnik prevladovati v igri, do konca polčasa so bili boljši, nadaljevanje je bilo nekoliko boljše z njihove strani, z naše slabše pa vendar. Upali smo, da se bo tekma končala tako, kot je bil rezultat, vendar po poškodbi Vraničara smo ostali brez igralca, pritisnili so nas na našo polovico, igrali so v bistvu na naši 16 in potem smo prejeli pač ta nesrečni zadetek, ki bi ga lahko se obranili, vendar zaradi nepazljivosti se nismo in smo žal izgubili. Čemu pripisujete takšen padec v igri v nadaljevanju? Ja, vzroki so v marsičem. Ne vem, določene stvari, kaj se tiče igralcev, mislim, da nimajo dovolj moči, da bi lahko odigrali celotno tekmo. Igrišče nam ne dovoljuje, porablja veliko moči pri določenih igralcih, zakaj nimajo. Tja, zato, ker eno vzroko je, da so prišli iz vseh koncev. Tam, odkud so prišel, niso redno igrali in ta igralna kondicija se še do zdaj ni pridobila in to je eden vzrokov. V pokalu vam gre odlično, v prvenstvu pa je to sedaj že tretji zaporedni poraz. Dajete prednost pokalu ali je to zgolj naključje? Ne, mi bi najrajši, nasplošno bi radi, da zmagamo v enem in drugem tekmovanju. Prvenstvo je zelo pomembno, ne bi radi spadli, vendar sedaj se nam približujejo. Odšli smo v cono, ki je zelo nevarna. Pred nami so težke tekme, pred nami še ta težka jesen in upamo, da bomo zdržali, da še bomo nabrali kaj točk. Gospod Pušnik, zmago iz Maribora ste sedaj še obogatili. Ja, čestitke mojim fantom danes za zelo dobro predstavo. Aluminij je trd nasprotnik, posebej na svojem igrišču. V prvem polčasu so bili izredno nevarni sproti napadu, tako so tudi zadeli. Toda v drugem polčasu smo stopnjevali tempo, fantje so bili bolj agresivni, ustvarili so si nekaj priložnosti. Od zadaj smo bili tu, pa smo bili kompaktni, nismo dopustili veliko priložnosti domačinom. Na koncu se je za nas tokrat srečno išlo po 5-6 krogih doma in na gostovanjih, ker ni bilo kančka športne sreče, pa danes obilo, saj smo zadeli v zadnji minuti. Tega sem zelo vesel, predvsem zaradi fantom, ki ogromno vlagajo, se zelo trudijo in tudi na vse zadnje dobro igrajo. Pravijo, da sreča spremlja hrabre, glede na to, da se danes nekoliko srečno zmagali. Ne, poglejte, jaz mislim srečno, glede na to, da smo zadeli v zadnji minuti, če ne pa mislim, da je zmaga zaslužena, da smo bili boljši tekmec, ko sem dejal, da smo kontrolirali srečanje in da smo vse skozi napadali celotno srečanje. Sledita dve domači tekmi, odlično pozicijo imate sedaj pred njima. Ja, poglejte, žal igramo na gostovanjih bolje kot doma. Jaz upam, da bomo ti dve predstavi, ki smo jih imeli sedaj v Mariboru in Kidričem, pokazali tudi doma, da bi se publika vrnila na Areno Petrol, prišla v večjem številu in nas spodbujala mogoče tudi do domačih zmag. Čemu pripisujete to, da ste torej v gosteh uspešnejši? Glejte, fantje so neobremenjeni, veliko tečejo, zelo agresivni, napadamo. Ne glede na to, da gostujemo, smo mi tisti, ki držimo tempo in to se je enkrat moralo fantom tudi obrestovati. Hvala, čestitam. Hvala še enkrat.